Zala, ti imaš samo sestre? Samo. Samo sestre. Ja, 4 smo. 4 ste. Ja. Kaj za tebe pomeni sestrstvo? Mislim, da je to ena izmed najlepših stvari, kar imaš lahko v life. Tako. Si ne predstavljam, da bi bila edini otrok. Čeprav je pa res, da smo tako starejše sestre, da so bile vse mi tako kot dodatne matere. In sem imela bolj vzgojo iz strani njih, kot iz strani svoje mame. Tako da mislim, da smo imeli velikokrat bolj ta odnos. Veš, tako, mama, hči oziroma ta nek bolj pokroviteljski, kot prav sestrski. Pač. Jaz nisem mogla recimo z njimi, ne vem, žurati, ker pač tako najstarejša je 20 let starejša od mene, pa smo 14 pa 13 let razlike, ne? In se to pa itak že pozna. In pa, ko sem bila že baby, so šle pa vse študirati, ne, tako Ljubljano, in pa sem bila malo kot edinca. Ampak je pa zdaj, v teh letih in v tej dobi, je pa ful dobro imeti nekoga tako starejšega, ki ti je utrl pot, veš, tudi pri starših. Da so pa zame bi že tako, ok, pač se četrta, bože, veš, bože, zavune, da prve se še sekerajo. Zame pa največ. Ja. Vse navadijo vsega. Ja, itak. Okay. Tukaj starejše, to so ti tak na pol tete v bistvu. Ja, jaz sem tudi teta, veš. Imaš malo nečake. Ja, v bistvu res. No. Mislim, moraš vedeti, da pa je res, že moja vzgoja je bila že tako easy, pač ful mi je bilo dovoljeno, pa ful sta imela pa moja dva že časa in ste mi res vse omogočila, za kar se jim res hvaležna. Ampak recimo, mene so pozabili v 1. razred vpisati. Ker pač tako, mami je delala na pošti in pride pač itak majhen kraj tajnica iz šole in pravi, kaj ne mislite vi Zale vpisati v osnovno šolo? Moja mama, pa si še ni tukaj stara, si še en let vrtca, in tako je ne, potreba. Tako da so me pa naknadno in jaz se vedno zabavam, da dobro, da sem še tako ratala, ker sem glede na to, da kmalu ne bi šla v osnovno šolo. Ne? Kaj pa se zgodi, pač vseeno moraš hoditi v šolo? Ja, pač sej, ne, ampak... Pač moraš vseeno tja poslati nekaj. Ja, pač neke vpisnice so, ne vem, nimam zdaj še teh izkušenj, da bi koga v 1. razred vpisala, ampak pač neke postopki so, ne. Tako da ja. Ampak lej, hvala Bogu, ne, za majhen kraj, da so se tudi pa name spomnili. Da se vse zmeniš, ja. Ja. Kak pa si na druge, ne vem, na kolegice, ki so imele sestre, kak si pa na njihove odnose lahko gledala pol svojega vidika? V bistvu je tako, čisto odvisno, ker imajo ene recimo tudi dosti starejše sestre, ene imajo tudi malo bližje, zelo na podoben način. No. Mislim, ti je vseeno sestra, ti je neka zaupnica, neka smer, kamor se lahko vseeno obrneš, tudi ko kaj zagusti, kakorkoli. Sploh, če si povezan, se mi zdi, da je to ena taka zelo, zelo lepa vez lahko, no. Je pa odvisno spet od obdobja, ne, v lifeu, ki si. Ponovadi tako, če si malo bliže, sploh po letih, verjetno začneš ko si še malo pretepaš, pa kregaš, pa ne vem, cunje kradeš, pa to. Jaz teh izkušenj pač nimam, ne. Ampak imaš pa pol to izkušnjo. Mislim, pa kaj Zali boste pa kar vse pustili, kaj? Mislim, me nismo smela nikamor iti, ona že pri 15 začne žurati. Mislim, kaj mama ni jasno, sem imela nikoli nobene ure za priti domov, ne, tako. Ampak sej, se mi zdi, da se pa pol sam sebe veš malo omejiš, če si tok, imaš nekega zavedanja. Odvisno, ja, odvisno, tako. Kak pa ste karakterno, ste si podobna ali čist kontra? Mi smo si vse tako različne. Pravi, prva sestra, v bistvu pol sestra, ni nikoli sploh živela z nami, pa smo pol vzpostavili stike. Pa so pa v bistvu te dve, ki sta si najbližje tudi, ne, v bistvu 1 leto samo razlika. In oni dve sta itak imeli čist drugo vez. In ta, ki je v bistvu 13 let starejša od mene, je tudi, ima pa v bistvu spino bifido, no, je pač na invalidskem vozičku in je pa še v bistvu ta nek drug, še ta vidik. Ampak je najbolj zanimivo tukaj, kako ima čisto vsake neke druge interese, drugo poklicno usmeritev, druga zanimanja, tudi kar se tiče, ne vem, karakterno. In ne vem, recimo, jaz sem ful tako, dost
dobro, tu moram reči, tu nam je skupno, da smo vse odprte. Mogoče zgovorna sem jaz, po mojem, najbolj, da sem tako zelo ekstrovertirana, ne vem. Ena je pa ful tehničen tip, ful matematičar, ful bolj to, ta nekaj tako vse po regalcih, pa vse, da je organizirano tako. Ena je zelo kulturno, umetniško usmerjena, tako da mi je res zanimivo, kako lahko res iz tega istega gnezda pridejo pač ven čist XY, da je recimo tudi kuha, ne, nobena druga tako z nekim veseljem, kar jaz. Tako da mi je tako. Včasih imaš tako, da je v familiji, pa grejo vsi po nekih istih poteh ali pa ne vem. Mi smo pa res čisto v nekih drugih stvarah. Kaj pa, verjameš, da smo nepopisan list, ko pridemo iz maternice, ali popisan? Da že imaš nekaj, prineseš s sabo, ali da whatever it goes? Jaz mislim, da prineseš s sabo. Jaz mislim, da najbolj prineseš tisto, v kakšno zibko se rodiš. Kaj to misliš? Ja, ali ima ta zibka že baročno okrašena in je na njej že 5 kil zlata in ne vem kaj, ali je pa pač to neka zelo preprosta, niti dekce nimaš, tako malo metaforično, ampak mislim, da te pač od začetka te okolje najbolj izoblikuje. In nimamo vsi iste štartne pozicije, sigurno da ne. Zelo, zelo je odvisno, ne, kaj. V kakšno familijo se rodiš, oziroma kakšne pogoje se rodiš, ne, tudi kaj boš naprej delal, se mi zdi predvsem to, pa pač kaj ti potem omogoča, ker ti itak do nekega leta sam kot drugega nekega interesa pokazati, pač ne moreš, ne. Ja, a kaj pa karakterne lastnosti, misliš, da se pol razvijajo ali da prideš s tem že za vsem? Aha, ok, glede karakterja mislim, da je pa dost že tudi zapisano. Da je, pač, imaš nekaj. Na kak način? Da se karakterne lastnosti se itak začne že ful zgodaj kazati. Že takoj, mislim, da marsikdo reče, kako je pa naštrmast ali pa ne vem. Nekaj se že vidi, preden spregovoriš. Ja, itak, tako da. To pa sigurno, no, te lastnosti so pa zelo, zelo podedovane, čeprav spet po drugem pa tudi odvisno, koliko jih zatiraš, razvijaš, v kakšno smer gre. Kaj pa, kakšne misliš, da si ti sabo prinesla lastnosti? Ja, mislim, da to ekstrovertiranost, pač neko. To so tiste stvari, ko ti nekdo opazi na tebi, pa ti jih pove, pa si ti tako, jaz mislim, da je to normalno. Ja, zdaj bi rekla tudi malo trme, čeprav nikoli nisem bila zares, meni se nikoli ni zdelo, da sem trmasta, mogoče pa pač z nekimi dogodki v lifeu začneš, vidiš, da očitno te je tudi neka trma nekam pripeljala. Tako da to, pa predvsem mislim, da je prvi bila tudi vseeno ta vzgoja neke, vseeno pač, da si nekako, da se pokoriš, veš, tako da si malo tak Slovencelj, jaz temu rečem, pač, da si vseeno v nekih mejah, ki sem jih pa pač prestopala. No. Pa se mi zdi, da smo jih vse sestre glih to, da so nekaj, se pravi, in pričakovanja in familije in družbe, pa greš pa ti po svoje. Tako da po eni strani se mi zdi, da je bila pa tudi neka samozavest, ampak se mi zdi, da ta samozavest pa z vsemi stvarmi in z leti pač ali se gradi, ne, lahko se pa pač tudi ruši, ampak mislim, da se je bolj gradila, kot je rušila. Kaj pa, zdaj mi je všla misel, ful dobro vprašanje sem imel, pa sem ga zdaj pozabil. Če misliš, da je dobro imeti ful svobodomiselno vzgojo, se pravi, neka pričakovanja so ti pač dali, to je tek, to moraš šolo narediti, to je tek. A misliš, da je to dobro, ker pol to prebiješ in se razviješ od tja, kamor hočeš, ne? Se ti pač življenje razlije v neko smer, ali je dobro, da otroka vzgajaš tek, da ne, karkoli hočeš, brez strukture, brez pričakovanj? Jaz še vedno sem za to, mogoče bo kdo rekel, bolj permisivno vzgojo, se pravi v smislu, da se postavljajo meje. Mislim,
Veš, če se ne, se mi zdi, da je pol, da jih pol sploh ne moreš prestopati. Veš, če ni meja, jih ne moreš prestopati. Si skozi tisti, ki si dejansko postavljaš meje. Tako da jaz mislim, da morajo biti. Predvsem tudi neka vzgoja. No? Jaz sem še vedno za to, da veš, kako pa bo vse neko bitje, ki je prišlo na svet, nima nobenih izkušenj, kako pa bo drugače pridobilo neke vrednote, da mogoče že ti v začetku predstaviš to, da mu postaviš neke meje. Mislim, verjamem, da marsikdo, tudi ki ni imel tako postavljenih mej, je čisto v redu sfural v life ali pa kakorkoli, ampak se pa mogoče že bolj sliši to, da si bil, si imel neke meje, vprašava sem izstopil iz tega, oziroma da se pa začneš tega zavedati, da pa mogoče tudi kjera stvar od teh mej ni bila cool, ali pa da imaš ti zdaj, verjameš v neki drugega, neke druge vrednote, ampak ja, načeloma, mogoče celo neka pot umestna, visno tudi za kjera stvar, ampak ja. Ok, torej, če dobiš neke karakterne lastnosti pred vzgojo, če se že rodiš z njimi, kaj bi bile, recimo, trije najboljši napotki za nekoga, ki danes to gleda, pa je danes dobil otroka, kak naj vzgaja otroka s tvoje strani? Jaz ful ne bi dajala folku na svetu, kako naj vzgaja otroke, ker jih nimam. Mislim, ja, vem, ne moreš iz tega pogledati, ampak če pogledaš iz tega, da veš, si imela takega sošolca. Vsi smo imeli sošolca, ko je imel komaj dvojke, pa rad se je tepel. Pa vsi smo imeli sošolca, ko se je ful učil, ali pa mu nič ni šlo razen slovenščina ali pa nekaj. Glede na to, kak si opazila v svoji generaciji ljudi, kaj je tisto, kaj se ti zdi, da je pametno? Veš, tako, glede na to, v kakšen svet gremo, mi je zdaj najbolj zanimivo to, da unika so imeli v osnovni šoli dvojke, pa so se tepali, zdaj najbolj sfurajo v life. Mislim, tako. Mogoče malo stereotipno, ampak ja, nekaj je res na tem. Ko smo pa vsi, jaz se moraš učiti, pa biti pridem pa to, in pol vidiš, da narediš vse po regalcih, pa zgor dol, in kaj je pa dvojke, pa se je tepil, pa že 10 let dela, pa se ti zdi, da je pa že 10 let pred tabo, recimo, čistko malo. Ne, drugače, kaj bi jaz rekla? Jaz bi predvsem rekla to, da si mogoče že na začetku postavljati neke vrednote. Mislim, kako sploh želiš vzgajati svojega potomca. Meni se zdi tudi zelo dobro to, da če se za nekega otroka odločita, dva, ponavadi je tako, da so si v tem tudi usklajeni. Verjetno ne v vseh pogledih, ampak da so potem mogoče vzgojne neke vrednote skupne. Kaj bi jaz rekla? Mislim, vseeno, da se učiš še vedno človečnosti, da smo človek do sočloveka, tega v današnjem svetu recimo mogoče malo primanjkuje. In pa tudi samosvojosti, vseeno. Ker se mi zdi, da se pa s to samosvojostjo lahko daleč pride. Se pravi, da mislim, sej ne reče, sej moramo vsi tudi biti, mislim, in uboga, veš, v šoli ti vedno učijo, pa roko dvigneš, pa gor, pa dol. Mislim, ja, da se spoštujejo neka pravila, mogoče tudi to spoštovanje. Ampak da pa v neki fazi life si pa lahko tudi privoščiš nekaj takega kot ne bom šel delati tam, kjer vi pričakujete ali pa nekaj, ampak bi, ne vem, rad kaj svojega ustvaril kakorkoli. Malo raziskovati. Ja, itak, tudi to. Okay. Zakaj bi priporočila to nekomu, ki se še ni odločil? Naprimer, da si predstavljam za nekoga, ki 10 let že dela v neki firmi, pa si želi iti raziskovati tisto, kar ga zanima. Se pravi, tako si ti šla v kuho, ne? Kaj je najboljši nasvet za take človeka, da gre? Ja, sem pejt. Mislim, ful težko. Ta je tako težka. Čistko, jaz v tej fazi, recimo, ko sem zdaj, bi verjetno tudi to teže speljala. Se pravi, da bi kar se zdaj odločila, da grem pa čist neki XY, bi mogla zbrati ogromno nekega poguma in bi verjetno prej 10 000 krat premislila, če ja ali ne. No, ampak ne XY, tisto, kar te že zanima, sem še nisi. No, ja, pejt probat, jaz ko vedno rečem, zakaj pa ne, pejt probat, pa boš v skrajni sili, se lahko tudi vrneš, oziroma kaj drugega poskušaš, tudi če ti nikoli, ampak je pa treba se premakniti, brez premika ni nič. So kakšne take očitne napake, ko si jih na začetku svoje poti naredila, pa bi lahko svetovala nekomu, no tega pa ne. Ne vem, preveč zaupala nekomu, ali pa kaj tako.
Ja, ta je zelo dobra. Mislim, če govorimo mogoče o neki tej poklicni sferi, je sigurno to. Jaz sem samo tako po nekem karakternem, jaz sem tudi zelo naivna. Tako. Še vedno zelo vidim svet skozi ta rožnato očala, v smislu, Zaupaš. Zaupaš, vsi so mi kul, vsakemu človeku vedno vidiš nekaj dobrega, to se mi zdi, da je dosti povezano z vzgojo. In potem pač te neke lekcije življenjske, oziroma kad te nekdo pač po domače te pač zafrkne ali pa vidiš, da nimajo vsi te vrednote, te to nauči, da si malo bolj, se imaš tudi sam sebe malo bolj rad, glede s tem, da daš pa mogoče koga malo bolj na distanco. Malo previdnosti. Malo previdnosti, da večkrat kakšno stvar premisliš, prerazmisliš. Tudi to, da znaš reči, ne bom tega, ne. To recimo, jaz se to še vedno učim, recimo. Ta ne. Ampak se bo, mislim, da prihaja počasi. Tudi s tem, veš, ko imamo če dalje manj časa. In pa že kar začneš pametno razmišljati, kam boš zdaj ta cajt ponucal. Ja, to sem te zdaj hotel naprej vprašati. Kako najti pravo ravnovesje med tem, da delaš efektivno pa glih prav ur, ali pa med tem, da delaš 20 ur na dan pa 4 spiš? Nimam pač odgovora na to vprašanje, ker jaz sem skozi v enem in v drugem. No. Pač moj osebni problem je glih to, da ne najdem tega meje med kaj je delo, kaj je nek prosti čas, kdaj bojo hobi in pa več, ker me se vse povezuje in pa ne vem zvečer, ker bi mogel človek se umiriti, pa zdaj pa odklopiti. Takrat mi pridejo najjače ideje in sem tako, a resno, a zdajle, kaj pa zjutraj, ki bi bila treba neko produktivnost. Tako da, mislim, vse hvala Bogu, da lahko zdaj jaz si ta čas prilagodim, ampak si včasih želim, da bi našla to mejo. Nimam je šele in če ima kdo kakšen nasvet zame. Ja, se kreativnost v bistvu takrat pride, zato ti pride ideje, ker se umiriš, ne? Si to. Mislim, da je bil Thomas Edison, ali ne imeno tudi tih izumiteljev, je delal eksperimente in je imel železno kuglo v roki na kavču, ko je zakinko popoldne. In ko je zaspal, je on verjel, da glih v tistem prvem primežu spanca, da lahko začneš, mislim, da se pozavest vklopi, ker se zavest izklopi in da lahko dobiš idejo. In ko je zaspal, je spustil in ga je zbudila. Aha, in se je spomnil kao. Okay. Se ti kdaj to dogaja, da se sam ne spomniš, recimo? Če so ideje? Ne, tako recimo, ali pa da si prav neki sanjal, ali pa da si imel res neko hudo idejo. Ne sem se odkuljev, vse pišem, ali pa voice message, mislim, se posnamem, pa si pošljem na mail. Pa to, če to si delal. Mislim, veliko ljudi, Ker je vsaka ideja, ko gre mimo, ja. Ker jaz tudi sem imela že te izkušnje, da je pač neki ful hudega in ne gre, pač nisem se spomnila, če nisem takoj zabeležila tega, nisem tako, ojoj. Tek deluje. Tarantino je razlagal, da on pač piše, scenarij, karkoli, pač piše. In napiše en prizor in je tak, naprimer, nekje je, ni bilo nekje, ne vem kaj, in pol gre v džakuzi. Okay. In se v džakuziju veliko stvari spomni. Zaradi tega, ker se telo sprosti. Ali pa da je nek trigger, da mu očitno na te vpliva. Mislim, trigger, tako. Ja, odmisliš tisto, kaj si delal. Dejansko je dovolj stimulacija, neki brbota, ampak ni pa zares tu, če bi šel zdaj se učiti osnove risanja preko knjige, ne bi se spomnil tistega, ker je okupiral z nečem drugim. V resnici je pa se samo malo umiril in dobil je idejo in tam naprej, sam res in si zapiše. In naslednji dan, ko prije spet v službo, ko se spet usede, vse te ideje da in jih piše dalje. Meni se tudi velikrat na kakem sprehodu to zgodi, ali pa pod tušom, podobno kot džakuzi. Jaz džakuzija nimam, tako da smorniti pod tuš. Sprehod, karkoli takega je za kreativo ful vredo. Recimo sem avto, vožnja. Jaz pa avto, ne. Jaz sem pa ful v avtu in pa tudi skozi kakšne podcaste poslušam, kakšno muziko in pa vidim, da sicer je to ful slabo, se zavedam, pa sej, si pozoren na cesto, ampak moji možgani mi pa kar
sprocesirajo še kakšne ideje vmes. In to mi je tako, ampak veš kaj, jaz ful časa v avtu preživim in je po moje tudi to. Ti imaš aplikacije, ki kot telefonske tajnice stare se obnašajo. In ti lahko preko avta pokličeš cifro, ki ti na mail pošle voice message. No, tu je zraven. Ja. Ok, prvi si še, ful dobro. No, evo. Čul sem že za to, jaz nimam. No, jaz lahko aktiviram telefon prek volana in si pošljem na mail. Oziroma si pošljem v voice message, pa se moram pa spomniti, da se na mail pošljem. Pa me na mailu čaka, ko pač prijem v pisarno, pol da pogledaš. imam mail. Ja, super. Tak da.